Pozdravljeni, cenjeni gostje tokratnega omizja, v katerem želimo nadrobneje spregovoriti o digitalizaciji, ki je kot dizerat stopila v ospredje projektov odpornosti in okrevanja po pandemiji COVID-19. In če bo to obdobje izdatno financirano, kot je bilo že opredeljeno s strani Evropske unije, bo rabilo tudi veliko in veliko znanja. Zato pogovor zaokrožujemo v naslovu Digitalizacija kurikuluma znanja. Izkušeni govorci ste tu, tega omizja, nedvomno imate veliko znanja, sposobnosti in prihajate pa tudi iz različnih profesionalnih okolij. Naj na kratko vas predstavim, to je dr. Peter Vosner z UMAR-ja, to je Urad za makroekonomske analize in razvoj, vladni urad, je raziskovalec in strokovnjak za konkurenčnost. Profesor dr. Andrej Bauer z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Profesor Bauer poučuje študente z zapletenimi problemi matematike, ki postaja danes vodilna veda v bistvu. Potem je Aljoša Domjan, univerzitetni diplomirani inženir z podjetja A1.com, sicer pa podjetnik in investitor. Podjetnik in tehnolog je tudi Andraž Tori, ki pa je sicer univerzitetni diplomirani inženir računalništva, prihaja pa z Zemante. Magister računalništva je tudi Tomi Dolenc z Arnesa, to je akademska raziskovalna mreža, in dr. Dan Podjed, sicer antropolog, raziskovalec na ZRC, to je Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. No, lep pozdrav. Lep pozdrav. Torej, dr. Vosner, najprej vprašanje za vas. Zakaj se je pojem digitalizacije najbolj umestil v bistvu v ekonomijo? Vi ste ekonomist. Ja, ne vem, če se je, ampak tukaj so najbolj, bom rekel, moja ocena bi bila, da je ta povezava na, kako rečem, službe, na blagostanje, na rast je bilo lahko razumljiva in to je seveda za ljudi zelo pomembno. Poleg tega se ekonomisti radi ukvarjamo s podatki in podatki kažejo, da je hitrost in globina digitalizacije, če ne najpomembnejša, pa gotovo en izmed najpomembnejših dejavnikov gospodarske rasti. In zaradi tega jo, recimo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj v lanskem poročilu o produktivnosti smo jo celo opredelili kot enega izmed ključnih dejavnikov za našo prihodnost. Tako da iz tega sklepam, da je mogoče naš interes ekonomistov še posebej velik, hkrati pa ravno tako gre seveda za, kako rečem, kompleksen, celovit proces in zaradi tega sem zelo vesel, da imamo tle, da ne gre samo za tehnično stvar, to ni tehnično vprašanje digitalizacije, je bistveno širše družbeno vprašanje. In zato recimo super, da imamo danes tudi Dana zraven, da imamo te socialne vidike naslovimo. Ja, poglej, to kot pravimo, da si ekonomist, ampak ekonomisti radi poudarjate, da je digitalizirana podjetja rastejo hitreje in ustvarjajo tudi višje dobičke. Seveda dobički so pa seveda kondicija sine qua non v ekonomiji, a ne? Drži, ampak hkrati tudi drži, študije kažejo, da ne gre samo za digitalizacijo kot sama, digitalizacija recimo vlaganja v informacijsko-komunikacijske tehnologije deluje najbolje takrat, ko podjetja tudi hkrati vlagajo intenzivno v svoje zaposlene. Takrat so učinki najmočnejši in ta, bom rekel, večdimenzionalnost, mi moramo malo stopiti, jaz sem moram reči zelo tudi nasplošno, v Sloveniji se mi zdi, se zelo radi se ukvarjamo s povprečjem. Povprečje Evropska unija in mi smo približno tam in to pomeni, da je fino. Jaz to logiko zelo izpodbijam in moram reči, da zelo enako velja tudi na ravni podjetij. Tista podjetja, ki se svoje preobrazbe, da tako rečem, lotevajo celovito, to imate spet, ta literatura, predvsem ki prihaja, ta konzultantske podjetja, McKinsey, Deloitte in tako naprej, sama podjetjem svetujejo, takrat, ko se lotite tega procesa celovito, takrat bo učinek tudi digitalne, zdaj pa pazite, jaz največ govorim o digitalni preobrazbi, zaradi tega, ker zahteva to drugačno miselnost. Tukaj ne gre za to, da imaš pred sabo računalnik ali ne, ampak gre za to, da drugače naslavljaš, sploh razmišljaš o tem, kaj in kako boš prodajal in tudi potem, kako boš te delovne procese seveda peljal. In zdaj sam še, da malo kot, ker sem bil prvi izvan,
V Sloveniji pa digitalizacijo praviloma razumemo tisto, kar mi na uradu na Umarju rajši imenujemo kot informatizacija. To, če je nekdo kupil računalnik, pa je začel uporabljati Zoom, to ni digitalizacija. In pri nas smo zelo pozitivni, ko ugotavljamo, kako je recimo COVID kriza pospešila digitalizacijo, v resnici je pa to v večini primerov pomenilo zgolj informatizacijo. Pa še tle moram reči, da podatki o vlaganjih v informacijsko-komunikacijske tehnologije, to bomo zdaj čez 2 meseca objavili, je pa že razpolagal na Sursu, mi smo vložili v lanskem letu manj v IKT kot leto prej. Tako da hočem reči, majčkeno čistega vina, več si bo treba naliti in verjamem, da bodo ostali govorniki znali precej dobro podkrepiti te dvome ali pa sume, ki jih imamo in ki jih ravno zdaj analiziramo, da bo treba še precej pospešiti in predvsem poglobiti te procese digitalne, še enkrat, jaz bom raje govoril o digitalni preobrazbi, ker gre za to, da moramo začeti drugače razmišljati vsi skupaj, ne samo podjetja, ne samo podjetniki, ne samo zaposleni, ampak kot družba in čas je tukaj ključen. No, to smo zdaj prvič slišali v bistvu to distinkcijo med informatizacijo in pa digitalizacijo, kar mislim, da bi bilo potrebno, da se na nek način to oprime, recimo tudi v javnem, pa tudi v strokovnem govoru. Aljoša Domjan in Andraž Tori, vidva sta oba dva podjetnika. Je pa zanimivo, da je to podjetništvo v svoj diskurs umestilo digitalizacijo. Kako je vidva pojasnjujeta? Ja, Aljoša, izvoli. Unmute. Digitalizacija, ki je zdaj štartala kot neka agenda, kot del agende Evropske unije, se najbolj odraža v javnih razpisih. Ko jih prebereš, pravzaprav vidiš, da so narejeni tako, da gre za digitalizacijo proizvodnih podjetij, pravzaprav samo slovenska proizvodna podjetja lahko izpolnijo pogoje, kar pomeni, da tako kot je bilo že prej rečeno, pravzaprav tukaj govorimo o informatizaciji. Pravzaprav ni nobenih spodbud za podjetja, ki smo, kar se tiče digitalizacije, že zdaj on the edge, se pravi za firme, ki imajo programerje. Programerjev v Sloveniji definitivno primanjkuje. Nihče ne razmišlja o tem, da mora to nekdo narediti. Lepo je odpreti ministrstvo pa nekaj govoriti o tem, ampak če ni programerjev, potem bodo ta podjetja, ki bodo zdaj dobila denar, pravzaprav lahko samo zamenjala računalniško opremo, malo povečala hitrosti in to je to. Tudi mi, ki smo v tej branži, je kar nekaj podjetij, ki smo naredili nek software, pravzaprav nimamo teh nobenih spodbud, zato da bi lahko šli močnejši na trge izven Slovenije, pri čemer pa vidimo, da pravzaprav vse države, to jaz opažam okrog nas, že prihajajo v Slovenijo s svojimi rešitvami, ker jih njihove države recimo k temu spodbujajo. Tako da mislim, mene že leta vedno sprašujejo, kje smo, jaz vedno rečem, veste, mi smo tam 10 let od zadaj, pa se mi potem vedno režijo, kako je to, mi moramo zdaj jutri priti v to zgodbo, kakšen 10 let, ampak mi smo ves čas 10 let od zadaj in tudi danes, jaz temu rečem, da se je Slovenija zganila šele takrat, ko so zacingljali v Bruslu evri in zdaj bi kar naenkrat že do konca leta ali pa že naslednje leto spomladi mi bili digitalni. Ni šans, mi smo toliko in toliko let od zadaj, ne jemljemo resno, vsak, ki ignorira ta zaostanek, pravzaprav ne misli resno z digitalizacijo. Mi prve resne rezultate lahko dosežemo, jaz bom še enkrat ponovil, šele čez 10 let. Andraž Tori, ti si že vrsto let v digitalnem poslu, bomo rekla. Pa me zanima, kako pa ti ocenjuješ, kako obsežno znanje morajo imeti, recimo, država, skupine, kakorkoli, da bi naredili tak, v bistvu govorijo kar o kvantnem skoku tehnološkem. Jaz mislim, da znanje ni
glavni izziv je želja po kakršnikoli spremembi. In večinoma želje po spremembah je zelo manjka, pač nekaj gospodarstvenikov poskuša, nekaj posameznikov iz različnih sfer, izobraževalne in druge. Ampak tisto, kar se moramo zavedati, je, da digitalizacija, sprememba procesov, pa tudi informatizacija, da ta glavna stvar, ki pomeni, ni, da bo zdaj sam računalnik nekje, ampak da bomo stvari delali drugače. In tega nočemo. Imamo probleme s tem, da še vedno je treba račune izdajati v papirni obliki in imamo problem z ukinjanjem tega, ker imamo problem, da je treba še vedno na položnicah napisati s telimi besedami številko in se sprašujemo, a je to v tem stoletju, mogoče pa še vedno dobro to ohraniti. Ker, kaj pa če, ne? In tisto, kar je digitalizacija, prvo je sprememba. In ko bomo imeli željo po spremembi in pripravljenost spreminjati stvari, potem bomo lahko jih spremenili. Zdajle, pol ure nazaj sem dobil e-mail, bom kar sponzoriramo en program na fakulteti za računalništvo. In me že v 3. e-mailu prosil za originalen podpis te pogodbe. Ja, ne bom več podpisoval nobenega dokumenta fizično, ker ga ni treba, ker imamo zakon o elektronskem podpisu. Ne? Ampak jaz sem trmast, ne? In za spremembo rabimo trmaste ljudi, ki hočejo spremeniti na pravih pozicijah in seveda se moramo prepričati, da hočemo spremembo. In jaz mislim, da tukaj je ključen element. Skratka, biti pripravljen več tvegati, ker ne vem, to, da bomo dobivali po e-mailu naenkrat davčne dokumente, kaj podobnega. Ja, zagotovo obstajajo tveganja, v vseh teh zadevah in stvari ne bojo več po starem. Ampak moramo biti pripravljeni jih sprejeti in reči, ja, ko bojo problemi, jih bomo rešili. Zagotovo bo nekaj novih problemov, zagotovo bomo nekaj novih lukenj naredili v procesih, ko bomo šli digitalno. Ampak moramo sprejeti to kot nekaj normalnega, ker ne vemo, ker ne znamo prenormirati vsega vnaprej. In tukaj je ključni izziv. Izobraževanje in vse ostalo. Seveda, moramo uvesti, ne vem, če hočemo ne samo uporabljati rešitve, ampak biti njihovi producenti, moramo bistveno povečati število programerjev v Sloveniji, kjer je v bistvu danes na jutri edini način v resnici masovno odpiranje tuji delovni sili na tem področju. Postopki tam so 6 mesecev, da dobiš dovoljenje za Rusa, da pride v Slovenijo delati. To je, in mora znati perfektno slovensko, ne vem, to je tako ridiculous. In to je edini na kratki rok, na dolgi rok, moramo pa pač uvesti v, ne vem, 2. razred osnovne šole predmet algoritemsko razmišljanje, računalniško razmišljanje, zato da bomo začeli vzgajati otroke, ki znajo rešitve tudi načrtovati, ne samo uporabljati. Zanimivo, ja, se pravi, da je na nek način vir vsega zla, 10-letnega zamika na akademiji. Andrej Bauer, ti si profesor na eni ključnih fakultet, matematika in fizika, to pa postaja zdaj na nek način vodilna veda. Ne? In seveda vsi se sprašujejo, kako lahko fakulteta oziroma univerza opolnomoči kader za trg dela. Pa kako vi to razumete na univerzi? Zdaj, jaz sem z eno nogo računalničar, in tukaj vsekakor gre tudi poučujem na fakulteti za računalništvo in informatiko. Tako da jaz mislim, da je mogoče fakulteta za računalništvo in informatiko je zagotovo glavni akter v tej zgodbi. Je pa res, da fakulteta za matematiko in fiziko ima od nekdaj močno računalniško komponento, mogoče bolj teoretično računalniško. In tudi mi, pri nas statistike kažejo, da en velik procent naših študentov, tako matematikov kot fizikov, potem kasneje odhaja v programerske vode, tako da to zagotovo ni nič nenavadnega za nas. Jaz bi se pridružil mnenju od Aljoše, ki je rekel, da se nečesar ne da na hitro, zato ker jaz vidim, da v izobraževanju se pa zagotovo nečesar ne da na hitro narediti. In vse napake in vse dobre stvari, ki jih narediš, vidiš potem čez eno desetletje. Naprimer, koliko zdravnikov imamo, ali jih imamo preveč ali premalo. To se zdaj kaže tisto, kar smo delali mogoče 20 let nazaj. In podobno je z vsemi ostalimi področji. Na področju računalništva trenutno
letos je fakulteta za računalništvo dobila večje število vpisnih mest, čeprav za njih ni prosila. Zdaj, s kolegi, ki so se pogovarjali, so rekli, ja, to je vse fajn, ampak mi bomo na račun teh 50 vpisnih mest dobili 50 študentov, ki niso tisti ta zgornjih 50%, to ni ta zgornjih 50 po kvaliteti, zmeraj se dodatna mesta od spod napolnijo. Tako da tukaj je mogoče ena misel, ki bi jo jaz lansiral, pa bi tudi vprašal ostale, kadar se pogovarjam z ljudmi na fakulteti za računalništvo, vedno nekako opazimo dvoje. Prvič, da so njihove prostorske in kadrovske kapacitete povsem na koncu, čeprav so v novi stavbi, imajo še zmeraj zelo čudne urnike, kar zmeraj kaže, če imate vi študente ob 7 pa ob 6 zvečer na fakulteti, pomeni, da je nekaj narobe z vašimi urniki, in če kdo zna urnike narediti, jih verjetno oni znajo. Torej, množično jim asistenti bežijo v industrijo, tako da ne morejo izvajati pouka več. In nekako oni vidijo to, da kar se tiče samega izobraževalnega postopka, za njih ni toliko vprašanje, kako narediti več programerjev, pa izobraziti več inženirjev, ampak kako poskrbeti, da bodo nivo sploh ohranili, tak, ki ga imajo. Zato, ker je ogromno pritiskov, da bi zmanjšali nivo. Zelo všečno bi bilo, če bi recimo ena fakulteta rekla, da je v 3 letih za 30% povečala število novih diplomantov, in to se da zlahka narediti. Samo potem je vprašanje, kakšne diplomante boste vam dobivali. Ja, takoj, samo še nekaj me zanima, Andrej, Evropska unija, ona, mislim, izrecno naslavlja zahtevo na univerze, in recimo celo po svoje na nek način targetira, kakšen tip izobraževanja, predvsem na osnovi dela z obsežnimi podatki in pa umetno inteligenco, tudi bi vi izobrazili te ljudi. Evropski inštitut za inovacije namenja tudi znatna finančna sredstva in pomoč za to, da bi recimo hitro na nek način izobrazili ljudi, nekaj novega pogruntali in potem to spravili v prakso, bom rekla. Kako pa vi to lahko dela? Na hitro zagotovo ne boste nikogar izobrazili, to se ne da. Lahko pa seveda vzpostavljamo programe, ki probajo slediti nekim smernicam, če se za njih dogovorimo. So pa to zmeraj neki težki globalni procesi, vsaj znotraj ene velike inštitucije, kot je Univerza v Ljubljani. Tako da lahko se pogovarjamo tudi, kaj se da narediti na kratki ali pa srednji rok. Zdaj, mogoče bi eno stvar povedal, ki tudi me zanima odziv ostalih. Vsaj jaz osebno, pa mislim, da nisem edini na univerzi, ne razumemo poslanstva univerze kot produkcijo neke vrste komponent za delovni proces, kjer boste študenta diplomirali in pol ga boste ustavili nekam in bo kar kot kolešček se vrtel in bo deloval. Naše poslanstvo je izobraževanje ljudi, ki bodo znali s svojo glavo misliti, bodo čutili neko odgovornost, pa bodo navajeni delati. In potem, ko bodo prišli v eno firmo, ja, zagotovo tam bodo imeli takoj na začetku še eno dolgo izobraževanje. Mislim, da se s tem ne slepimo, in je iluzorno pričakovati, da je univerza, da to je tovarna, ki proizvaja samo še eno komponento za delovni proces. Mislim, da njeno poslanstvo je drugje. Delati ljudi, ki bodo nek napredek naredili. To so ljudje, ki bodo delali stvari, ki jih mi, ta stari na univerzi, ne znamo napovedati, kaj bo. Izvolite, ja, seveda, Andraž, izvoli. Jaz se absolutno strinjam s tem, da cilj univerze ni produkcija kadra, oziroma produkcija kadra direkt za industrijo. Je nek širok nabor znanja, ki omogoča ljudem, da se potem naprej razvijajo. In jaz mislim, da tukaj replika dela je na prvi točki. Povsod gredo v to, da v interdisciplinarne situacije.
Sloveniji, v Ljubljani imamo univerzo, ki je namerno raztreščena čez celo mesto. Namesto da bi imeli računalništvo, ekonomijo pa ALU skupaj, se mi odločamo, da bomo to čim bolj narazen dali, da bo čim manj v bistvu teh sinergij. Sej, Andrej, vem, da s tem nimaš čisto nič, ampak jaz tukaj vidim recimo spet en kos razmišljanja, kjer bi mogli v bistvu stremeti ravno potem, da nimamo idiotov, da imamo nekako zelo širok spekter na univerzi. Bi pa še na nekaj repliciral, Jaz mislim, da je katastrofa plačilni sistem. Mi smo eno od podjetij, kjer prihajajo asistenti iz fakultete in podjetja, kot je naša in druga. Jaz moram priznati, mi smo izropali ta kader. Zakaj? Zato, ker ne moremo, ker ga država noče plačati. Mi za isti kader v trenutku, ko gre, dobi 2 do 4-krat večje plačilo. Po tamalem, če ne več. In to, da si mi ne znamo priznati, da če hočemo dobro izobraževati, jaz imam največje spoštovanje do vseh ved, ampak trg pravi, da če hočemo imeti dobre izobraževalce, potem bomo mogli izobraževalce v določenih vedah, ki so strašno atraktivne na trgu, plačati več. In jaz mislim, da bomo mogli na matematiki, na računalništvu, še kje druge, imeti sistem, kjer bodo profesori, asistenti in drugi plačani 2-krat več kot mogoče na kakšni drugi fakulteti, ki jo prav tako potrebujemo, ki je prav tako bistven sestavni del družbe, ampak kjer je situacija taka, da trg ne posrka vseh, ki kaj znajo v trenutku ven. Če hočemo imeti neko tako dolgoročno idejo razvoja. To so zanimive stvari. Prej kot bom prosila, seveda, da ima še kdo kakšne replike na to ali pa mnenje. Andrej, še tole bi vprašala te. Poglej, odločevalci v polju izobraževanja in znanosti v Evropski uniji govorijo tudi o združevanju univerz. Ponekod v teh severnih deželah mislim, da celo že kar poteka, kjer bi postopoma prišlo do, tako rečejo, embrionalne stopnje, kar bo nekoč postal evropski kurikulum znanja. A se zdi tebi pa tudi ostalim to sploh uresničljivo? Zdaj, jaz nisem veliko sledil tem idejam, ampak... Ja, ampak to so kar obstajajo te ideje. O teh se govori seveda na teh političnih forumih, Recimo. Ja, politika ima lahko svoje ideje, vse se lepo sliši. Zdaj, nekatere stvari, nekateri aspekti povezovanja evropskega akademskega prostora so bili zelo pozitivni. Recimo to, da je politika pravzaprav poskrbela za neko izmenljivost, uvedla je Erasmus, izmenjave študentov, to, da vsi uporabljajo vsaj isto mersko enoto, pa niti mogoče vsak malo po svoje, ampak jo vsaj uporabljajo, kreditne točke, tako da lahko greš z ene univerze na drugo in lahko vsaj poveš eno številko. To so zagotovo zelo dobrodošli učinki, in tukaj gre za ustvarjanje ustreznega okolja, znotraj katerega lahko akademske inštitucije v Evropi sodelujejo, se pravi, namesto, da se jim recimo meče pod noge polena z vizami pa z ne vem kakšnimi omejitvami, pa se jih raj stimulira, tako da se študentom zares omogoči izmenjave, pa je potem po 15 letih kristalno jasno, koliko je to dobra ideja za študente in za vse ostale, da grejo malo ven pa nekaj vidijo. To je vse super. Ampak mislim, da tukaj mora biti mogoče tako kakor gospodarstvo. Razlika je med tem, da ti ustvarjaš okolje, znotraj katerega lahko potem veliko neodvisnih entitet deluje, ali pa da poskušaš te entitete hegemonizirati na nek način. Temu pa potem, ne vem, če mislim, v gospodarstvu imamo imena za vse te možne ureditve in nekatere od njih so zelo nepopularna. Zdaj, meni se to sliši tako, vsiljevati neko hegemonijo v akademski svet se ne bo obneslo. Ustvarjati okolje, znotraj katerega se pa lahko akademske inštitucije povezujejo, to je pa čisto povsem druga zgodba. Ja, zanimivo, ja. Mislim, kdo ima na ta stališča kakšno
pripombo, komentar. Jaz Ja, imam že zelo veliko. Tomija, imaš tleš nekaj časa, ki čaka. Ja. Monika, rumeno blinkamo, tisti smo roko dvigali. moje digitalne Mi pa ne znamo rok uporabljati, pa kar govorimo tisti ostali. Ja, veš, moram se navaditi tudi jaz tega. Izvoli. Ja, jaz se opravičujem, mene kar razganja, ko tole poslušam, ne, in že naprej povem, da me boste morali ustavljati, ne vem, kje bi začel. Ne. Zdaj, prvič, zakaj, s kakšne pozicije bom jaz govoril, ne, kot je bilo rečeno, delam na Arnesu in že 25 let opazujem od blizu uvajanje, zdaj je to digitalizacija, informatizacija, tudi o tem bi se dal, po mojem se eno ur ne bi čist zmenili, ker nikakor ni družbenega konsenza, kakšen pojem pomeni, pač nekaj se lansira in se uporablja, pustimo to. Skratka, kaj ta digitalizacija, informatizacija prinaša v družbo, zlasti v izobraževanje, tam še najbolj, ampak tukaj imamo opravka z navadnimi ljudmi, torej z otroci, z učitelji, z starši od teh otrok, pa tudi širše, če govorimo o varnosti na internetu, kjer smo zelo aktivni, prideš stik z navadnimi ljudmi. In bom začel s tem, najbolj me je razkurilo, zato sem Mini že rekel, ko sem prebral tele iztočnice. Tukaj je spet je veliko, sem že povedal in to ni zdaj oseben navad, ampak to je tako, kot se ponovadi v družbi govori. Polhranenih velikih besed, kjer je vodilo je konkurenčnost, pa zdaj bo čist nekaj drugače, pa svet bomo rešili, pa generacija Z, ki je že spretna uporabnica, mislim, o vsaki teh stvari znači torej govoriti, ampak kot da se nismo nič naučili. Pred 25 leti se tako govorilo o internetu. Internet bo vse spremenil, prinesel bo, da eno stvar poudarjam, ful več demokracije, a rabim komentirati to. Zdaj, ker je tromba namenjena popularizaciji znanosti, kot razumem, bom opomnil, tudi to sem Mini že prej povedal, na eno izkušnjo, ki mi je kolega Štefana, ki ste tudi malo mojega sorodnika, raziskovalec v umetni inteligenci, povedal, koliko je tej vedi škodile prenapihnjena pričakovanja, ko so bila tam, ali v 80 letih, ali kaj bo vse ta umetna inteligenca prinesla. In potem seveda, ko se te čudeži niso zgodili, je veda nastradala, ker enkrat so bili znanstveniki krivi, ki so pač to reči izumili, pa ni izpolnila pričakovanj. Tako da on recimo, pa tudi njegovi kolegi, vse nekateri, ko promovirajo svojo vedo, so zelo previdni pri tem in znajo, vsaj on recimo zelo po človeško razložiti, kaj ta reč je, pa kaj ta reč ni. Pa kako lahko priješ tudi v probleme, če to reč napačno uporabljaš. In jaz sem strašno vesel, kar je bilo že enkrat rečen, da je dan podjet zraven, ker bi me bilo strah od žlice te okrogle mize, če ne bilo nobenega družboslovca. Nisem čist happy, mogoče bi jih moral biti pol, ker večina, če ne vsi problemi, izzivi se zdaj reče, ko sem se srečal z njimi pri svojem delu, ki so bili povezani s to ali digitalizacijo, ali karkoli so bili družbeni problemi, ne tehnološki, lahko začel kar naštevati. In seveda od začetka je bilo postavljeno zelo odlično vprašanje, prvo, in ki si ga postavlja, zakaj se ekonomija ukvarja s tem? Je zato, ker gre za denar. Mislim, mi smo, dajmo si priznati, živimo v družbi, kjer je ekonomska rast, pa če rečemo, to se zdaj sliši grdo, profit, konkurenčnost edino vodilo. In bom spet zelo grdo rekel, znanstvenik danes ne dela več zato, da bo odkril skrivnosti vesolja, ali pa celo, da bo izboljšal življenje, pravzaprav znanstvenik dela zato, da bo odkril nekaj, kar se bo dalo dobro prodati, če ne pač na dobu projekta. In iz istega razloga se Andrej opozarja na to, da fakultete oziroma univerze ne bi želele biti fabrike kadrov, človeških virov, ki so zanimivi in pogrešljivi in bodo nadomestili roboti, kar je še ena fantastična lastnost digitalizacije. In to seveda, Andrej, se širi, jaz to čutim v osnovnih šolah, ful govorimo o podjetnosti, o konkurenčnosti, pa o veščinah. Ne širimo znanje, ne učimo človeka kritično misliti, mi ga usposabljamo za veščine, zato da se bo na delovnem mestu, da se bo kar znajdu, čeprav ne bi bilo lepo rečeno, ne se nas znajdu, še enkrat se bo moral nekaj naučiti. In če se ni naučil učiti se, ne bo nič iz tega. Tako da, še enkrat, to je zelo družboslovna debata in seveda jaz sem za učenje algoritmskega razmišljanja v šolah. Jaz sam mislim, da sem ful veliko profitiral od tega, ker sem se tega v šoli učil, pa ker sem se na matematiki, jaz sem matematik primarno, tam so me tudi tega zelo dobro naučili in to je super. Ampak mi zdaj ves čas se ukvarjamo s tem,
vrhnjim slojem. Ne. V eni stvari se ne morem strinjati z, kdo je to rekel, Peter, ne, da se ukvarjamo s povprečjem. Jaz ne mislim, da je problem en Andraž Tori, ne. Tam piše v tistih izhodiščih, da generacija so spretni uporabniki in lahko big data obdeluje na superračunalnik. Ja, ampak koliko študentov to dela, ne? Tisti, ki so taki, kot en Andraž Tori ali pa mogoče Aljoša Doma, skratka, govorimo o gajstnih, naspidanih mladih fantih pa puncah, ne, ki znajo izkoristiti, priložnosti se ponujajo, seveda, ne, ki znajo izkoristiti to, ne. Na drugi strani imamo pa maso študentov, ki se jim nič ne da, pa ki jih usmerijo v tisti fahitiudizem, ne. Tako da, tisto, kar mene malo skrbi, ne, ja, strinjam se, da moramo računalničarje pa matematike več plačati, ampak mene skrbi, da ko govorimo o preobrazbi družbe, ko jo ta reč digitalizacija karkoli že prinaša, ne, bi morali biti nujno družboslovci zraven, ne, tako da mogoče tudi tiste treba, ne vem, ali več plačati, ne, ali pa vsaj jim priznati, da imajo kaj zapovedati pri tem, ne, ker če se sam mi na napaljeni tehnološki friki v tem pogovarjamo, koliko je super, da smo nekaj izumili, ne, ne bo dobro za družbo. Bo malo tiho. No, Tomi, tole imam nekaj, recimo, bom rekla, neke študije sem prebrala, ne, se vsi sklicujemo, danes je pa, če se treba na analize in na študije sklicovati, zelo zanimive, ne. Ampak dajmo zdaj besedo Danu Podjedu. Dan, ti večkrat igraš hudičevega advokata v javnosti glede digitalizacije, recimo, ali pa informatizacije. Ja, zato me pa pol vabijo na take okrogle mize in debate, ne? Glavni razlog. In jaz mislim, no, kar bom povedal, je mogoče tudi heretično, jaz mislim, da je digitalna transformacija ta hip nesmiselna, da smo 2 desetletji prepozni. Digitalno transformacijo bi morali delati takrat, ko jo je delala Estonija. V začetku 2000-ih so začeli državno upravo prenašati na digitalne sisteme in v Estoniji 2/3 ljudi ta hip uporablja digitalno osebno izkaznico. 99% državnih storitev je dostopnih digitalno, 95% ljudi odda davčno napoved digitalno in zato tudi Estoniji pravijo e-Stonija, torej to je nek pojem digitalizirane, visoko digitalizirane države, kjer se da živeti na tak način. Jaz mislim, da moramo mi izkoristiti to našo zamudo za nekaj drugega, ker zdaj smo res prepozni z digitalno transformacijo. Zakaj ne bi naredili paralelno s tem, kar se nam dogaja, analogno transformacijo? Jaz mislim, da smo se dovolj digitalizirali. V preteklem letu sem jaz doma opremil naš dom še s 3 dodatnimi računalniki, s programi, tudi zato, da so do Arnesovih učilnic lahko naši otroci dostopali in vsa čast Arnesu za to, kar ste naredili v lanskem in letošnjem letu za šolanje na daljavo. Tudi vsa čast učiteljicam in učiteljem, oni so pa res doživeli to digitalno transformacijo iz prve roke. Učiteljice, ki prej niso znale mogoče PowerPointa prižgati, so kar naenkrat se javljale po Zoomu, predavale na daljavo in povezovale to skupnost, razbito skupnost učencev. Jaz mislim, vsa čast tem ljudem. In v lanskem letu se je pokazalo, kako pomembna je šola, kako pomembna institucija je šola in da zaradi šole pravzaprav družba sploh funkcionira. Ampak fizična šola, ne samo šola na daljavo, to, kar so na Arnesu naredili digitalno in postavili učilnice, to je podpora sistemu. Ja. Bistvo šolanja pa je to, da pridejo ljudje skupaj, pač otroci, da pridejo skupaj, da se srečajo. To je tisto, kar ljudje počnemo zadnjih 300 000 let, homo sapiens. 2 desetletji pa živimo na spletu in to vedno več časa. No, ampak kaj sem hotel reči, kaj se meni naredili doma? Pač opremim naše otroke z računalniki, jih priklopimo na Arnes in vse ostalo, potem pa niso hoteli več dol. In zdaj sem jaz moral, 2 meseca nazaj sva ženo kupila program, Kustodijo, da jim izklopi avtomatsko računalnike čez 1,5 ure zaslonskega časa. Potem lahko še prosijo za dodatnega, ampak morajo najprej iti ven pa opraviti kako domače opravilo, da dobijo dodatni čas. Tako da smo začeli, jaz plačujem dvojno ceno. Najprej, da smo priklopljeni, kupil sem vse te računalnike, plačujem priklop do interneta, zdaj pa plačujem še za to, da smo odklopljeni. A veste, to je paradoks sodobnega časa, to je ta norost, v kateri živimo. In jaz bi se na Petrovo besedo tu obrnil, on je izpostavil
preobrazbo oziroma transformacijo. Jaz mislim, da je to ključna beseda našega časa. V tem letu in pol se nam je dobesedno zgodila preobrazba, kot v tej Kafkovi zgodbi, ko se je Gregor Samsa preobrazil v hrošča. Mi smo postali taki čudni hrošči, ki tičimo doma med 4 stenami, večino časa smo doma, samo tam 6-7% časa smo na odprtem. In pazite to, v lanskem letu smo 13 ur dnevno odrasli preživeli pred zasloni. Mislim, podatki za otroke so niti tukaj šokantni. In to je šlo gor v enem letu. 2019 smo imeli 9 ur dnevno, že to je precej noro. Lani 13 ur, torej se je za 4 ure povečal naš zaslonski čas. In kaj potrebujemo ljudje? Pa ne potrebujemo še več digitalizacije, ki nam bo težila, da ne bomo ves čas pred ekranom. Potrebujemo umirjene rešitve, ki ne obstajajo v ozadju našega življenja, ga podpirajo, zato da mi ni treba čakati v vrsti na upravni enoti. V Estoniji recimo lahko naredite vse nadaljavo, razen mislim, da se ne morete poročiti pa prodati nepremičnine. Mislim, da to dvoje še ni mogoče. Vse druge storitve... Ne, medicino lahko prodaš, ne moreš se ločiti. A ne moreš se ločiti, pardon. No, pač vem, da nekje so zapisili. Poročiti pa ločiti se ne moreš. Poročiti pa ločiti se ne moreš. A nepremičnino pa lahko prodaš. Lahko. Okay. V glavnem, večino stvari se da narediti nadaljavo. In kar si jaz želim je pri tej tako imenovani transformaciji, da ne gre v to smer, da smo ljudje, da nam dajo tehnologije mir, da imamo mi čas za sebe, da lahko gremo na sprehod, odklopljeni, brez naprav. Mislim, to si redko kdo sploh privošči. Jaz mislim, da si, če mladim damo zdaj, pač telefon je prva stvar, ki jo dobijo, ko grejo v šolo, zato da jih lahko potem nadaljavo spremljamo in jim določimo celo ta geofencing, torej digitalnega električnega pastirja, dokoder lahko otrok še gre, potem pa takoj dobimo sporočilo, otrok je šel izven tistega dovoljenega radiusa, takoj ga pokličemo, kje si, kaj delaš, zakaj si stopil čez mejo. Ne? Tega ne smemo narediti bodočim generacijam. One morajo prestopati meje, one morajo risati čez črto. To je bistvo človeštva, da kršimo pravila, da delamo nekaj novega. In najbolj ustvarjalne rešitve, kot je nekdo že omenil, nastanejo takrat, ko smo odklopljeni, ne takrat, ko smo priklopljeni. Če smo ves čas pred ekranom, smo bistveno manj inovativni, kot pa takrat, ko gremo na sprehod. Ne, se takrat je Nikola Tesla, se mu tudi utrnile tiste najboljše zamisli med sprehodom ob jezeru. To ljudje enostavno potrebujemo. Zato predlagam, ne da Slovenija postane samo digitalno središče Evrope, kar si očitno želimo biti, ampak tudi analogna oaza. Jaz mislim, da smo lahko tu konkurenčni, da pridejo vsem ljudje na digitalno detoksifikacijo. Mislim, da to potrebujemo bolj kot kadarkoli. Ja, to mi takoj samo, dajmo Petra vprašati. Peter, a vi pri vaših raziskavah kdaj upoštevate recimo te parametre, ki jih je zdaj na trosu tule dan podjetja? Ja, lejte, jaz nisem čisto navdušen, v katero smer gre tale razmislek. Sem zelo navdušen, kot velik navdušen nad gozdom, recimo, se absolutno strinjam s tem, da se moramo marsičesa priučiti, ne? Ampak mi bi radi imeli eno družbo blagostanja in če hočemo v to smer iti, se bojim, da se bo treba digitalno preobraziti. Alternative ni. Matematika se tle enostavno ne zapre, ker če tega ne bo, potem ne bomo imeli teh šol, da? Ker jih ne bomo imeli skje sfinancirati, to lahko naredimo samo tako, da bomo ustvarjali več Aldražov. In Aljoš, ki jih tle vzamem kot recimo uspešna podjetnika. No pressure. No pressure, ne? In zdaj grem nazaj na to, kaj je bila moja poanta glede teh povprečij. Ravno v tem, Tomi, kar si rekel, ne? Mi moramo v bistvu mentalno ne jeti to, da bomo se približevali pa malo čez, mi moramo si kot cilj preskočiti, da bomo lovili vodilne. Tako zaradi časa, ker, sam mečkam še, in tudi, ker to ima cel kup posledic dol do vrtca, kaj moramo delati. Delati na ustvarjalnosti, prilagodljivosti in tako naprej. In eno besedo, ki je meni izjemno všeč, pa se skoraj ne uporablja pri nas, je beseda, mi radi govorimo o umetni inteligenci, jaz veliko raje govorim o kolektivni inteligenci. To se zadnje čase veliko več govori, ker kolektivna inteligenca implicira, se pravi, ne da ti uporabljaš un algoritem in ti nekaj svetuje, ampak je tudi kaj pol z njim narediti rabiš, da sploh prideš do tega, kaj boš dal v ta algoritem in kaj boš potem iz njega naredil, zahteva čisto drugačno organizacijo institucij.
drugačne interakcije med nami. In zdaj Dan, gledam še jaz malo provokativen, mislim, da grem malo kontra. Ti si impliciral, da digitalna preobrazba pomeni, da gremo iz 9 ur na 13 ur. Ni res. Digitalna preobrazba de facto lahko pomeni, da gremo iz 9 na 6 ur, ampak kar jaz govorim o tem, da se poglobimo, se pravi, za mene recimo, da grem, zanj sem imel en intervju, šolski sistem. Mi ne uporabljamo, mi ga nismo digitalno preobrazili, mi smo otroke nalepili gor pred ekrane. To ni za mene digitalna preobrazba. Jaz sem dal primer tam, recimo na ekonomski fakulteti, smo imeli eno tako, bolj za popularizacijo pa to. Ti imaš recimo te virtualne laboratorije, ki dokazano bistveno bolj motivirajo otroke in dajo bistveno boljše rezultate in vsa socializacija in tako naprej, ampak to je en del zgodbe, s čemer se ne ukvarjamo. Mi 2015 je en krasen test talk, ki pokaže, mi danes, leta 2021, delamo natančno to, kar so 6 let nazaj govorili, da ne funkcionira. Na drugi strani se pa strinjam, to pa jaz učitam šoli, in to, kar praviš, koliko je šola pomembna, pa tako naprej, se strinjam, super. Ampak deluje tako, da imamo otroke našraufane v tiste usporedne vrste. Ne mi reči, da to spodbuja, kako je bilo misliti svojo glavo, ustvarjalnost in interdisciplinarnost. Ne, mi učimo otroke o drevesih na način, da imajo odprt delovni zvezek. Pričemer je v mojem primeru, moj otrok točno 3 minute do gozda. Hočem implicirati, podpiram, Dan, to, kar govoriš, absolutno, analogna program. Mi se moramo preučiti, kako uravnovesiti in kaj delati z digitalizacijo glede na vse ostalo in to so nove veščine, ki so nujno potrebne. Da. Ampak brez tega, da gremo mi v digitalno preobrazbo, da poglobimo te procese, da spremenimo način in najdemo tudi pol v ljudeh, kako funkcionirajo, da najdemo, da delamo iz tega produkte, ki jih pol bomo tržili, dragi moji, mi brez profita pač te zanke skupaj ne bomo zaprli, se pač drugače ne bo šlo. In to zdaj pa zaključujem, da na vse izpade negativno. Jaz mislim, da se da stvari hitro spremeniti. Moja izkušnja je izjemno pozitivna. Jaz mislim, ko so postavljeni jasni robni pogoji, ko se pove, kaj država hoče, se pri nas postrojimo ko urce. Jaz imam izjemno pozitivno izkušnjo to, kar smo delali na pametni specializaciji, pa sem bil dnevno v stiku in s podjetji in z institucijami znanja in tako naprej. Podatki nam kažejo, da se odnos ljudi do sprememb, do podjetništva in tudi do digitalizacije na splošno gremo izrazito pravi smeri, se pravi to, kar Eurobarometer in tako naprej kaže zadnja leta, gremo v pravo smer. Predvsem mislim, da se je treba malo bolj odločno pač usmeriti v prihodnost, da se je treba te vprašanja, kaj bo se dogajalo čez 10 let sistematično postavljati, recimo, kje gradimo vrtce, jih gradimo tam, kjer bomo rabili domove za ostarele. Mi se sploh ne vprašamo, kjero infrastrukturo rabimo, ne sprašujemo se, kakšne profile s kakšnimi veščinami bomo uporabljali, tega enostavno ne delamo, to delamo tako ad hoc, nimamo nobenega sistema, kjer bi mogli to kolektivno inteligenco vzpostaviti, predvsem, in tle gre malo pa zdaj na to, kar je rekel Aljoša, predvsem pa v to preobrazbo bistveno premalo investiramo in brez tega bomo mi lepo lezali nazaj in se lahko mi pogovarjamo o digitalni ali analogni ali kakršnikoli preobrazbi, ampak brez vlaganj v te procese in to na vseh frontah so to, kako rečem, neke sanje, ki jih ne bomo nikoli doživeli in to je pa tisto, kar je pa moj očitek. Jaz mislim, da lahko, mislim, da znamo, mislim, da smo sposobni in smo tudi pokazali, da smo se pripravljeni hitro odzvati. Ampak mogli bi pa od včeraj začeti v to vlagati. Tega pa žal ne delamo. To nam pa tudi kažejo žal podatki. Izvoli, Dan. Peter, prvič, midva morava spet nujno, ne spet, ampak iti nujno na pivo, pa ne digitalno, ampak analogno, zaradi tega, ker vidim, da imamo veliko za predebatirati in super, da si tudi nastavil te teme. Prva stvar, jaz mislim, da ne samo, kot je nekdo prej omenil, da bi morali zvišati plače visokošolskim učiteljem, morali bi nujno zvišati plače osnovno- in srednješolskim učiteljem, tako kot so naredili na Finskem, recimo, kjer so osnovnošolski učitelji plačani skoraj enako kot visokošolski učitelji. Zakaj? Zaradi tega, ker in so med bolje plačanimi delavci, ker so oni tisti, ki ustvarjajo prihodnost znanja, ki delajo to kolektivno inteligenco in imajo na Finskem bistveno bolj odprte roke pri tem, kako prilagoditi učni program, da na kak način izobraževati učence. Zakaj lani recimo niso peljali, ne vem, večkrat otrok v gozd, zakaj so jih imeli v učilnicah, kadar so bile sploh odprte, pa bi se med hojo učili in podobno. Uvajati neke eksperimentalne rešitve. No, ampak sam to sem še hotel dodati, da
nam tudi izkušnje z terena, te antropološke raziskave kažejo, da imajo ljudje digitalnih rešitev vrh glave. Mislim, tega pojmovanja, da za vsako bolezen raste ena rožica, to smo včasih rekli, danes je pa za vsak problem ena aplikacija. In zato slučajno sem zdaj v Portorožu na eni konferenci, sem jih predstavil eno igro, ki smo naredili, reče se je umazana igra. In načrtno smo naredili zaradi želje ljudi, ker imajo vrh glave digitalnih rešitev, smo naredili čist analogno igro s kartami, tako igrate kot podgane in njen cilj je čim bolj zasvinjati mesto, se v bistvu igra vzgojna, sam na tak nevzgojen način se o tem izobražujete, ker smo sledili željam ljudi, ne narediti samo še ene, ne vem, aplikacije za razvrščanje odpadkov, ampak iščemo nekaj transgresivnega, inovativnega. In jaz mislim, da tu na analognem področju je ogromen prostor, kako smo lahko inovativni. In ta hip, predvsem mlajša generacija, dobesedno išče analogne rešitve. Vinilke se vračajo v velikem zamahu, analogna fotografija, namizne igre, tiskane knjige se vračajo, ko bi, ne vem, če bi 20 let nazaj nekdo vprašal, bi rekel, pa se to bo itak, to je preživela tehnologija, ne, to ne bo več obstajalo čez 20 let, pa so tu in celo bolj kot kadarkoli, ker ljudje potrebujemo, zato ker taki kot smo, potrebujemo nekaj taktilnega, potrebujemo dotik, potrebujemo fizična srečanja, zato je šola, fizična šola nujna. Se pa strinjam, Peter, da jo je treba izboljšati, nujno. Izboljšati jo bomo pa tudi tako, da bomo več investirali v šole, pa ne v učne pripomočke, ampak v učitelje, primarno. Tudi učne pripomočke, seveda, ampak najpomembnejši so tisti, ki predajajo znanje. Ja, Tomi, izvoli. Ja, nisem bil tam, ne. Ja, jaz bi sam rad, podčrtal ene Danove besede, pa Peter, mislim, da vsi o isti zadevi govorimo. Jaz nisem nikakršen ludist, konec koncev delam v timu, ki prinaša to tehnologijo v družbo. Jaz samo iz stališča opažanja vidim, da problemi, ki se pri tem pojavljajo, tudi problemi, ki se pojavljajo pri tej digitalizaciji izobraževanja, ko se je lani zgodila nam pospešena zaradi tega korona kika, so vsi po vrsti družbeni, torej so se navadili interšice in otroci na Zoom, ampak niso pa znali opraviti s problemom, kaj naredi zdaj, ko se enkrat starš pojavi v Zoomu, torej v razredu. V razredu ne sme biti fizično, medtem, ker recimo na Zoomu je pa tam zato, da pomaga otroku, hkrati se pa lahko zgodi, da je moteč element, ali otroku, ali pa celo nadira učitelja, da zna opravljati svojega dela, sam kot primer. Skratka, jaz mislim, da seveda digitalna transformacija, kakorkoli že temu rečemo, se moramo iti še huj, če se ne bomo šli, se nam bo zgodila in zgodila se nam bo na način, ki nam ni všeč, in seveda, če se gremo na napačen način, potem, če praviš, Peter, da to, da iz 9 ur priješ na 13, da to ni point, da tega nismo hoteli. Ja, pa se o tem govorim, to se zgodi, če se greš na napačen način, in zdaj ne obstaja simple rešitve, torej sam še to aplikacijo bom razvil, ali pa vsem otrokom bomo kupili tablice, pa vse v redu, Jezus Kristus, mislim, tisto, o čemer se, kar poudarjamo, je ravno to, je raven to družbeno, in če sem rekel poprečje, jaz ne mislim, da s poprečjem se moramo ukvarjati na način, ki je tako kot šala v slovenskem prostoru, da pač uneta, ki so gor dol točeš, da padejo poprečje, ne bo pomagi, ampak moramo se pa vprašati, kaj bo ta transformacija prinesla slehernik, unmu poprečnemu, unmu, ki ni, in ne bo tako uspešen, kot Andraž Tori, tisti, ki se bori z vsakodnevnim preživetjem, in če mu začneš omenjati elektronsko davkom, bo rekel, da si vtakal to nekaj morati, on mora za najemnino plačati. Skratka, še enkrat, kaj bo to prineslo družbi, kako bomo prišli do tega, da bomo hodili v gost, namesto ga gledali na Zoomu, kako bomo imeli kljub tej vedno večji digitalizaciji tudi več živih stikov, nekaj danes bi z veseljem prišli na to pivo, če se boste zmenili, ker se imamo dosti. Najbolj, da se kar vsi zmenimo za pivo, ta debata se mora nadaljevati. In, a veš, Peter si omenil kolektivno inteligenco. Ja, to kolektivna inteligenca. Tisto, česar se jaz bojim, je, da jaz imam občutek, da se nam zdaj dogaja poplava kolektivne neumnosti, kot družba ki jo seveda, pa spet ni tehnologija nič kriva, tako kot niso atomi nič krivi, da radioaktivno razpadajo, ampak vidimo, da se nam porast kolektivne neumnosti dogaja tudi zaradi
Lahko rečeš, da je to napačna raba tehnologije, ampak to je družbeni problem, ne? Kaj bomo s tem naredili. In konc ali pa začetek, kaj je blagostanje, ne? Torej, blagostanje, ne? Torej, prosto podano, ne? Je to, da se družimo uživati, da se dotikamo, da gremo v gost, ne? In tudi to, ne? Kar si ti podprl, da imamo 6 ur namesto 9, ne pa 13 namesto 9 računalnika, ne? In težko mi je, ne? Ker ta hip, ko družba ne znamo uiti temu, da blagostanje je sam profit, ne, to, kar ste ti rekel, to pa moram problematizirati. In to je en problem, s katerim v današnji družbi ne znamo opraviti, ne. Torej, blagostanje ni sam profit, ne. Blagostanje je tudi to, da grem lahko v gost. Zdaj, tu imam eno vprašanje za Aljošo in za Andraža, ki sta digitalno ozaveščena. Gre pa za naslednje, ne. Primer je bil predstavljen na tem te sekciji za izobraževanje se spet govorimo o tej Evropski uniji, ne? Gre pa za naslednje. En nemški fotograf, zgodilo se je lansko leto, ki je na podeželju Sauerland, to je v Nemčiji, ne? Naveličal se je počasne internetne hitrosti. No, njegov poskus so potem seveda na spletnih tehnoloških novicah zelo sočno obravnavali, ne, se posmehovali kakorkoli, ne. Gre pa za naslednje, ne, za pošiljanje 4,5 gigabitnega paketa digitalnih fotografij na 10 kilometrov je izbral 2 načina prevoza. DVD na konju in spletni prenos s hitrostjo 1,5 megabita na sekundo. In seveda pokazalo se je, da konjeniški prenos podatkov je bil izrazito hitrejši. Kako vidva to komentirata? Ja, Andraž, izvoli. To so res tako stvari, ki se mi zdi, da samo blato v debato prenašajo. Pač v resnici, ne vem, računalniški pregovor nikoli ne podcenjuj, koliko prenosa ima lahko en tovornjak poln trdih diskov, ne. Okej, ampak to je povsem irelevantno za karkoli drugega. Ne vem, je mogoče hotel dokazati, da na nemškem podeželju imajo počasen internet. Ja, prav. Ampak to v resnici nima kaj dosti veze s tem, da s konjem hitrejši DVD prenašaš, ne. Tako da, v bistvu ne vem, kaj bi sploh odgovoril tukaj. Ja, vprašanje infrastrukture, se ti ne zdi, če hočemo biti digitalizirani, potem mora biti infrastruktura najbrž tudi temu primerno razvita. A lahko Andraža branim, to nima absolutno nobene veze z infrastrukturo in je čist navaden PR-ovski trik, ki je popolnoma irelevanten. Ja, fiziki so mogoče še zdaj iz CERN-a podatke prenesejo na diskih v avtu, ker gre hitreje, ker imajo toliko podatkov, da jih ne bodo oni petabajte tam poberajo in jih najhitrejše linije, ki jih imajo lahko. Kako? Pa imajo najhitrejše linije, ki jih imajo lahko. Najhitrejše linije, ki jih imajo lahko, niso zadosti hitre za količino podatkov. Pa so what? To nima veze z ničemer. Ja, bi bilo fajn, če bi jih imeli hitrejše, pa jih nimajo. Ampak to je del te realnosti, da nismo mi zdaj popolnoma obsedeni s tem, da se moramo informatizirati, ker zdaj se pogovarjamo o informatizaciji, da zakaj pa nemško podeželje ni informatizirano. To ni isto, kakor zakaj pa nemško podeželje ni digitalizirano. Mogoče lahko povem prispodobo. Zdaj se tako pogovarjamo, kakor zakaj jaz v svojo kad ne morem doma banjo napolniti v 10 sekundah z vodo. O tem se pogovarjamo. Kaj da bi se nekdo pritoževal, da koliko je grozen, da ko sem pa prinesel sod domov, poln vode, sem pa lahko celega naenkrat v banjo zlil in je bila v 3 sekundah polna. Ko sem pa čez pipo to delal, je pa trajalo 10 minut in da kaj je narobe z ljubljanskim vodovodnim sistemom. To je primerna prispodoba za to o konju in o prenosu podatkov. To sicer res, no samo to, ampak pazi, o tem se seveda odločevalci v EU-ju, kjer pač tudi gre za ta sredstva, pogovarjajo. Ja, take politike imamo, kakor si jih zaslužimo, a ne, tako pravi. Ja, Aljoša, izvoli, takoj. Seveda, ta prenos pol ni še upošteval, da je treba zadeve razviti in vse ostalo, ne.
pa še enkrat preposlati, pa obrniti, pa dati v sosednjo sobo, pa tako dalje. Tako da to je tako, mediji seveda rabijo take zgodbe, na srečo smo ljudje različni, ne? In že dolgo vemo itak, nobody is perfect, se pravi, vedno lahko najdeš, da nekaj ne štima, ne? Danes tukaj, tako, če malo povzamem neke stvari, odprtih je bilo kar nekaj tem. Ena je recimo blagostanje, digitalizacija in blagostanje nimata neke neposredne povezave, tako kot je ni imela prej industrijska družba. Vse, ja, politika bo to obljubljala in vse ostalo, za blagostanje moramo sami poskrbeti, kakorkoli drugače. Če se na začetku enkrat Andrej omenil, da fakulteta ne želi, ne sme, noče delati pač nekih box produktov, ne, na serijskem traku. Ja, to je ključna stvar, ki se mi kot družba zdaj ne zavedamo, da pravzaprav cel šolski sistem ne dela več kadrov za industrijsko družbo, ker si rabil točno ljudi z določenimi skillsi, ki so potem delali v nekih birojih, pravzaprav fizično. Tudi če si bil arhitekt, si moral znati risati. Ne vem, če si karkoli si delal, si moral imeti neka znanja, neke veščine, ki so bile pravzaprav po nekih industrijskih standardih. Ključna razlika družbe, v katero gremo, je, da te forme ni več. Se pravi, mi rabimo neko precej širšo strukturo, ki se potem razvija skozi cel life. Ja, seveda, tudi potem, ko pride v službo. To mi je zanimivo, ko se pogovarjam po svetu, vidiš, da, ne vem, Američani razumejo, Japonci razumejo, Kitajci razumejo, pravzaprav niti Evropa ne razume, ne? Se pravi, že ko prideš v Evropo, je to kot družbena preobrazba, digitalizacija, da se mora vse živo nekaj spremeniti, pravzaprav Nemec tudi ne razume najboljš, ne? Tako da, to je spet ena stvar, za katero bi morali imeti nekako razumeti družbo. Ja, in tukaj rabimo tudi vse, družboslovce, vse. To ni zdaj samo stvar programerjev, ne? Niso zdaj bohvarje, da bi svet bil po programerjih, ne? To bi bilo katastrofa, ne? To vsi vemo, kako to zgleda, sploh oni, ki jih moramo voditi, ne? Da kaj pol naredijo. Ker težko je voditi ljudi, ki so pametnejši od vseh na svetu. To lahko garantiram. Ampak, ja, ne, potem pridem pa do ene stvari, jaz še danes, ne bom spet rekel, pravzaprav smo na začetku digitalizacije, ne? Na to tvoje vprašanje, zakaj je una stvar bila taka, hitrejš, ne, kot če si, mislim, počasen internet. Mi smo pravzaprav na začetku digitalizacije. Čeprav poteka že nekaj desetletij, vse, kar imamo tehnično danes dosegljivo, je daleč od tistega, kar bo nekoč. In jaz pač vidim družbo, ne, ko bo polna vseh nekih appov, vsega digitalizirana maksimalno, da ko sem sprehajal, bo vse nekaj žmigalo, 3D okrog mene na ulicah in vse skupaj, kar upam, da bom še doživel. Med tega enostavno ni strah, zgodilo se bo, ali se mi tukaj rečemo, da ja ali ne, ali da je prav ali ni prav. Tako, kot je tehnična revolucija, se pravi industrializacija, nafilala ta svet z avtomobili, pa so si jih takrat želeli ali pa si jih niso želeli, ne? Cel kup ljudi je takrat govorilo, kam drvi ta svet, vse je hitro, stroji poneumljamo, imamo tudi slovenske pesnike, ki so o tem pisali in vse ostalo. Ampak danes je svet polhan avtomobilov, ki onesnažujejo okolje in tako dalje. Tako da digitalizacija se bo zgodila, jaz mislim, da je danes pomembna ena druga komponenta digitalizacije, ki se je spet v Evropi manj zavedamo kot drugje. Imel sem pravzaprav priložnost, ne, da sem bil poseben na tako debato enega nemškega velikega proizvajalca avtomobilov, ki ima seveda težave, ne, zato ker danes prihajajo na trg električni avtomobili in oni nekako ne razumejo, zakaj niso konkurenčni ameriški Tesli, ne? Kako se jim lahko dogaja, vse oni so pa zdaj kar naenkrat je nemška industrija najela ogromno programerjev in vse ostalo. In pa smo se o tem pogovarjali, sem jih spomnil na eno zelo preprosto dejstvo, ne?
naše tehnično razmišljanje danes, industrijsko je, novi električni avto, to je manj kompleksen izdelek, ima manj delov, kot so jih imeli prej. Mi sploh ne razmišljamo, da ti novi avtomobili so polni softvera. In to je Nemci ne razume. Mislim, so me debelo gledali, pa so pa dejansko pretegnili. Seveda, se zdaj nima, za njih je tisto en košček softvera. Zakaj rabimo drugačno šolstvo? Napisati danes program je dosti bolj kompleksno. Ne moreš tako imeti tekočega traku, kakor ga je imel, ne vem, Volkswagen, BMW, v prejšnji, da cel kup ljudi počne eno in isto stvar za to, da naredijo toliko in toliko avtomobilov. Ne, softver je narejen iz ogromne količine majhnih programčkov, podprogramčkov, ki jih naredi človek. Ne more 10 ljudi delati. On može to znati združevati vse skupaj. In sem rekel Nemcem, kje imate problem? Vi ne razumete, da je vaš softver za krmiljenje tega avtomobila sestavljen iz neprimerno večjega števila delov, kot je bil prej, in potem tega ne znate vzdrževati. Vi ste nekaj naredili in enostavno ne veste, da morate ves čas popravljati, razvijati, dajati nove verzije, prilagajati, meriti, kaj delajo ljudje, da mora biti razvojni cikl interfejsa v novem sodobnem avtomobilu nekajkrat hitrejši. Oni so bili prej navajeni, da so po 3 leta delali spremembo. Zdaj moraš praktično v enem tednu, vidiš, da neki ljudje narobe delajo ali pa ne delajo tako, kot si hotel, prek softvera popraviš, downloadaš jim avtomobile, nov softver. Tako da, ko se danes pogovarjamo o tem, razumeti digitalizacijo pomeni razumeti pravzaprav, kaj programerji delajo in zakaj rabimo programerje in da ti programerji pravzaprav nadomeščajo neke ljudi, ki so prej delali stvari fizično, pač iz materialov. In ta stvar hodi in seveda, jaz sem prepričan, da ta družba potem varnejša, z manjšo porabo energijo, bolj tiha, manj onesnažena in vse ostalo. Mislim, na koncu mislim, da zato gremo v digitalizacijo, ampak treba razumeti, da rabimo programerje in tudi to je eden od razlogov, zakaj, tako kot je Peter omenil, digitalizacija je pravzaprav postala del industrije, gibalo industrije. Digitalizacija ni več samo nekaj, ki povečuje učinkovitost, ki nekaj izboljša, ampak enostavno, dajmo razumeti, danes je del praktično vsakega produkta že, ki prihaja na trg. In zato je to del ekonomije. Nekaj, kar 20 let nazaj v Sloveniji nihče ni verjel. Saj to je samo zato, da se informatiziramo. Ni res. Danes je digitalizacija del praktično vsega, kar imamo na sebi. Vsake obleke, očala. Evo, ta očala, ki sem naredil pri optiku, smo merili zato, da so mi naredili leče digitalno in potem je šlo vse digitalno. Del procesa je že to, prej je nekaj se drugače delalo. Tako da gremo v eno smer, ki je pravzaprav neizbežna, zahteva ogromno programerjev, zahteva ogromno vsebin. Če bi rekel, kje jaz vidim, da Slovenija ves čas zaostaja. Pa mi nimamo digitalnih vsebin. Mi naše kulturne dediščine nimamo digitalizirane. Mi imamo dela za se digitalizirati toliko, da nam 20 let ne bo konca investicij v to branžo. Enostavno, količine podatkov, ki so na slovenskih strežnikih, so daleč pod deležem, ki bi nam pripadal, glede na to, koliko nas je in kakšen je naš gospodarski uspeh. Tako da imamo zelo jasne merila in jasen zaostanek, ki ga je treba napilati, se pravi, da postanemo reči nove ekonomije. Tako da tukaj je treba... Jaz se 100% strinjam, da pač vsebine in dejansko prevzeti to, da dam nek primer. Mesec dni nazaj sem prebral članek, da mislim, da filmski sklad je obnovil film Ko zorijo jagode, digitaliziral vse to. Vprašanje je bilo, na kateri spletni storitvi ga zdaj si lahko pogledam? Saj mogoče moram dati 5 evrov, ampak kje ga vidim? Ni ga. Zakaj smo zdaj ta dan dali? Zato, da v nekem knjižnici nekje visi verjetno še DVD za digitalno obliko. Digitalizacija je omogoča, da ljudje te storitve, ki so zdaj digitalne informatizirane, dejansko primejo v roke, enostavno uporabljajo, da ni treba fizično se odpeljati več do notarja, ko ustanavljaš firmo, še vedno se je treba, ampak da greš tako v gozd, pa si prek telefona z notarjem. To je digitalizacija.
Dan takoj, samo Andreja bomo vprašali, a ne? Andrej, to, kar je Aljoša govoril in recimo Andraž, ne, vi morate potem izobraziti te vaše kadre, ne, mislim, novodobne, z drugačno formo mentis, ne, da bodo dojeli recimo te stvari. Ne jim samo dati neke skillse. Dobiti jih moraš. To se začne že v prvem razredu osnovne šole. Torej, ja, mogoče bi najprej povedal eno stvar, ki se dobro navezuje na to, kar je Aljoša rekel, da nimamo nikjer kje imamo kulturno dediščino na internetu, na www.dedi.si. To je projekt, ki je financiralo, ne vem, ustrezno ministrstvo pred leti. Vem zato, ker sem ga zraven gledal kot Interested Observer in je precej obsežen. Je pa zelo, zelo tipičen primer tega, kako mi vidimo tukaj na fakulteti, kjer imamo znova in znova razne razvojne projekte, ker pač poskušamo lansirati neke nove ideje. Znova in znova je ista zgodba, kot je en moj kolega včeraj rekel, od zmage do zmaga proti porazu. Ne? In sicer to je projekt, ki ga je ministrstvo financiralo, za katerega očitno nobeden od vas ne ve. Jaz vem, ker sem sodeloval kot raziskovalec. Ampak tukaj to je tipičen primer državnega, kako javni denar financira projekt in ga potem ne zna lansirati in vzdrževati. Po moje predvsem iz dveh razlogov. Eden je ta, da ni nikjer nobenega denarja, ki bi to na dolgi rok podpiral. Ti dobiš denar, da v 2 letih razvijaš zadevo, jo lansiraš. Na ministrstvu, če si slučajno nisi čist po črki pogodbe naredil, te bodo morili toliko časa, da boš, potem imaš tega poln kufer in je konec projekta. Kaj pa manjka? Manjka pa vse tisto, kar znajo tisti, ki vejo, kako se to dela, kako se spostavi community okrog tega, kako se to lansira v javnost, kako se skrbi, da je to v družbi prisotno. To je tisto, ko pravimo, da rabimo družboslovce. To je vse zraven. In zdaj se že počasi zavedamo, da samo programerji na internetu ne bo dovolj. Ampak Ina me je vprašala, kako vidimo to vzgajanje kadrov. Jaz bi rekel tako, ja, absolutno, ta prva stvar, s katero se jaz ukvarjam, ko bruce učim, tam enkrat do sredine novembra ali pa celo do decembra, je, da jih odmrznem iz tistega absolutnega stanja, ki so čist potrpli in si ne upajo ne pogovarjati z mano, nič si ne upajo. Zato, ker jih je 12 let, pa zdaj jih je že malo več, 13 let šolskega sistema, zelo dobro naučil, da se ne splača nič vprašati in da je boljš, če nič ne odgovoriš, ker boš boljš skozi prišel. Tako da, to je ta prva stvar, kjer se jaz ukvarjam. Zdaj, tisti matematiki, ki preživijo prvi letnik, ne bom javno povedal, koliko procent je, ampak bom povedal, da mi držimo nek nivo in ga ne spuščamo. Tisti potem tam v 2., 3. letniku so že malo bolj normalni. Ampak to je resnici, da nazaj popravljamo nekaj, do česar sploh ne bi smeli priti. Tako da tukaj, kar se tiče izobraževanja, to je ta prva stvar. Nekje prej je treba nekaj spremeniti, zato da ko bom jaz dobil študente, da ne bom najprej se ukvarjal s tem, zakaj se oni mene toliko bojijo, da se noče z mano priti ukvarjati. Tukaj je nekaj narobe, to je pa tudi, to je nekaj globokega v naši družbi, o čemer jaz ne vem nič, pa Dan verjetno dosti več. Jaz to samo doživljam. Zanimivo, kar je zame tudi, kot gledam, ko pač izobražujem ljudi, ki velikokrat učim razna programiranja in računalniške predmete, še posebej na področju računalništva, se pravi, ne samo programiranja. Programiranje mimogrede je samo ena, tukaj govorimo programer, ampak v mislih imamo širši pojem, ker programiranje je samo ena aktivnost, ki jo računalničarji počnejo. Ampak recimo, če jim rečemo programerji, potem ena stvar, ki jo opažam, je, da je ta distribucija sposobnosti, kompetenc, pa mogoče tega, koliko je nekdo primeren za take posle,
je ogromna. Že pri študentih, to me zanima, kaj bodo kolegi iz industrije povedali, ampak jaz recimo pri študentih mislim, da je razlika med povprečnim pa ta najboljšim v produktivnosti, ki bi jo lahko on naredil, je, ne vem, po moje je faktor 10 ali pa 20 ali pa 50, ne vem, ogromna je, neverjetna razlika je, takšna, ki recimo nikoli ne bi nihče mogel narediti med rudarji ali pa kakršnimi koli fizičnimi delavci. Ni možno, da bo nekdo sekal drevesa 50krat hitreje kot drug. Je možno, da bo nekdo programerske pa računalniške probleme reševal dosti bolje, dosti hitreje, dosti bolj kvalitetno kot en drug. Ljudje zelo, to znanje vidim, da je zelo, oziroma niti ni znanje, kompetenca neka je lahko zelo različna. In jaz ne verjamem več, da lahko zares vse spravim na isti nivo. To sploh ni možno. Mislim, da je nujno potrebno to upoštevati in se zavedati, da bomo zelo verjetno v prihodnosti živeli v družbi, kjer bo zelo, zelo majhno število, zelo, zelo dobrih ljudi naredili skoraj vse, kar je treba narediti v tej družbi. Kaj bodo pa vsi ostali delali, pa ne vem. Tukaj zmeraj in vedno pomislim na Vonnegutov Player Piano, če ste ga prebrali. Smo. No. Ja, to so kar frapantne stališča, ugotovitve, Andrej. To seveda zahteva globok razmislek in eno drugo omizje še. Definitivno, ker je treba o tem govoriti. Zdaj ste se javili na Peter, ti pa Dan, ti si se javil, ne? Za komentarje. Ja, Tomi. Če smem, Ja. tale zadnja izjava mi je bila odlična iztočnica. Glede tega, kako bo prišlo do polarizacije, se praviloma govori v ekonomski literaturi. Mi smo se tega malo dotaknili lani v poročilu produktivnosti za 2020 in je noter tako malo diskretno je opisano, namreč to se bo dogajalo na različnih nivojih. Skoraj gotovo se bo to v prehodnem obdobju zgodilo na globalni ravni, ni pa nujno, če bi bili pametni, da se to zgodi eni državi, kot je Slovenija. To je nekako skoraj srednja teza tega poročila o produktivnosti, ki ravno zaradi tega razloga zagovarja agresivno in poglobljeno digitalno preobrazbo. In tisto, kar bi si jaz danes želel, da mogoče potegnemo kot enega izmed sporočil ali pa neko iztočnico morda za kasnejšo razpravo je, da med digitalno preobrazbo in analogno preobrazbo ali pa tem analognim blagostanjem ni nasprotja, ampak nasprotno, da digitalizacija vodi v to, da bomo imeli več časa in da bomo lahko uživali v tistem, kar nam je pomembno. Obratno pa ne velja. Mi ne moramo se iti samo analogizacije, brez tega, da se gremo digitalizacijo. In to bi rad malo podkrepil. Najbolj očitno za povprečnega Slovenca je, ali grejo slovenske firme v preobrazbo v smislu uvajanja pametnih tovarn. Ker če to gremo, potem se bomo lahko začeli počasi pogovarjati o tem, da bomo ohranili visok standard javnih storitev in da bomo lahko se pogovarjali o tem, ne da bomo marginalno v letu plače dvigovali za par odstotkov, ampak da bomo naredili velikostni preskok v višini plač. To je možno samo, če bomo popolnoma spravili klasično proizvodno na novo raven. Ampak to je šele prvi nivo. Ampak že to ima neskončno posledic. V smislu, kere profile, zakašanje, kako se ukvarjamo z zaposlenimi, ker to ne bo čez 15 let, to bo čez par let. Nekje je že zdaj tako, ker boš rabo popolnoma spremenjeno strukturo profilov. Druga stvar je, ustvariti čim več potem takih zgodb ali Aljoša in Andraž. S tem se je treba ukvarjati. Andraž, saj Zamanta je dobila podporo od države, saj ste bili genialci, ampak začel se je s podporo države. In to, da je Aljoša prav, da je zdaj ne dobi, jaz sicer mislim, da je zadnji razpis za digitalno preobrazbo podjetij je tudi precej odprt za storitven sektor, tako da mislim, da se počasi izboljšuje, ampak je to zelo ad hoc se nam dogaja. To je drug nivo, ki bi ga izpostavil. Tretji nivo, neinovativni pred ekranom. Ja, po en stran, po drugi stran pa, jaz sem imel, preden smo tale session začeli, sem bil na vezi z enimi vrhunskimi profesorji, s katerimi drugače ne bi mogel biti. Jaz, ki sem povezan s svetom
ki delamo zdaj recimo znotraj OECD in tako naprej, meni to je nasprotno. Za mene je to odpiranje glave. In jaz včasih, ko gledam Slovenijo, me kar groza, ker se mi zdi, kakor da se večina družbenega razmisleka dogaja preko Twitterja. Sam se oproščam, jaz to, kar se pri nas dogaja, pelje v napačno smer. Ampak oboje, zato hočem reči, ni digitalizacija ali negitalizacija, odvisno je, kaj z njo delaš in kako z njo upravljaš. Četrta stvar, mi si moramo veliko več upati. Vse to, recimo, ravno zdaj je en fantastičen projekt, ki ga delamo zadnje 2 leti znotraj OECD-ja, Innovation in Rural Areas, se pravi, kaj lahko zdaj te nove tehnologije prinesejo podeželju. Mi ne razumemo, da je digitalizacija rešitev za naša podeželska območja. Če grejo prvi korak, če pametnih tovarn ne bomo uvajali po celi Sloveniji, bo ravno manj razviti bodo klecne. Da ne rečem, da bi mi mogli razmišljati obratno, kako lahko vse te pametne pripeljemo izven Ljubljane, da ne imeli potem razmišljali o tretjem ringu, okrog, ampak da bomo peljali ljudi po celi Sloveniji okrog, da bomo tam živeli, ker si marsikdo od nas to želi. In se to v prihodnem obdobju bo dalo še veliko bolj. Sam hočem reči, to so neke konečne scenariji, razmisleki, ki so za Slovenijo, če gremo v to, če bomo začeli v to investirati realni. In zdaj zadnja stvar, ki bi pa, če se bolj tega človeškega faktorja dotaknem, če se vse to zgodi na smiseln način, ta human-centric, na človeški način ne gre samo za proizvodnjo, ne gre samo za podjetja, ne gre samo za podjetnike in profit, ki še enkrat pravim, so izrazito same nujne in izrazito pozitivne kategorije, gre tudi za socialni vidik, gre za tudi digitalizirane socialne mreže, ki bodo omogočile, da, na primer, ljudje ne bodo sami, da bomo krepili skupnosti, ampak se je treba s tem ukvarjati. Digitalizacija sama seveda te odpelje, če se pa s tem aktivno ukvarjaš, to aktivno podpiraš, je pa digitalna preobrazba lahko medij, ki ti skupnostne pristope krepijo. In zaradi tega ni vprašanje digitalizacije da ali ne, to se nam bo zgodilo v vsakem primeru, vendar če se tega ne bomo lotili premišljeno, ampak tudi hitro in poglobljeno, potem bomo iz tega procesa potegnili ven samo negativne stvari in nič od tistega, kar je zgodba o uspehu, to pa je, da bomo znotraj, če se vrnem nazaj na iztočnico od Andreja, znotraj te globalne polarizacije izšli kot zmagovalci. Jaz se oproščam, res alternative tukaj ne vidim in smo že, to se pa spet strinjam z Aljošo na začetku, zelo, zelo, zelo pozni. In tale zadnjoletna razprava o tem, kam bomo investirali in evropska sredstva in tako naprej, čez 2 meseca pridemo ven s podatki, vam povem, da grejo človeku, ni dobro. Dan, še kakšno minuto imaš, ker potem moraš oditi, a ne, si rekel. Ja, izvoli, ker si se javil. Ja, jaz se strinjam s Petrom, tudi jaz nisem ludist, nisem nor, da bi hotel uničiti naprave, ki mi omogočajo to, da sem zdaj v Portorožu, pa sem hkrati z vami, da sem imel prej analogni dogodek, pa imam zdaj digitalnega oziroma smo povezani nadaljavo. Meni se zdi to super. Jaz samo pravim, da moramo vzpostaviti zopet ravnotežje, ker smo šli preveč kot ljudje, preveč lani, ko je pač bilo izjemno leto v tej krizi, smo zašli malo preveč v to smer, da preživimo enostavno preveč časa pred ekrani. In zakaj smo pa preveč časa pred ekrani? Nekateri znajo to zelo dobro izkoristiti. Tisti, ki so znali to najboljši izkoristiti, so tisti, ki so si podvojili svoje bogatstvo, tako kot Jeff Bezos, recimo ustanovitelj in lastnik Amazona, ki je lani zaslužil kljub ločitvi, ko je dal milijarde svoji bivši ženi, skoraj 100 milijard dolarjev, kar je, Peter, to mi boš ti povedal, ampak to je več kot je slovenski BDP, če se ne motim. A je res? Torej, en posameznik, je zaslužil več kot cela Slovenija. In tu se pa dogaja neka tista digitalna vrzel. Eni so lani izjemno obogateli, eni so pa ostali tam ščevlji v blatu. In jaz mislim, da se tu uresničuje dejansko ta Hararijeva vizija, da nastaja zdaj homo deus. Eni, pač kaj narediš pa, če zaslužiš 100 milijard dolarjev, mislim, pač si kupiš raketo še s pomočjo državnih sredstev, pa se izstreliš v nebo, to celo raketo v obliki penisa, tako da izgleda še bolj spektakularno vse skupaj. Ali pa se nadgradiš, tako kot Elon Musk z Neuralinkom in si izboljšaš svoje spominske kapacitete.
Vse to se dogaja, ampak jaz mislim, da se bo to dogajalo peščici ljudi, tistim, ki si lahko privoščijo, večina bi pa znala ostati bolj v blatu, ne, in gledati, kako se tista raketa v obliki penisa oddaljuje potem v nebo. In jaz sem tudi mislil, recimo za nekatera slovenska podjetja, da bojo znala ta val lani zajahati te in pandemije in tega dejstva, da smo več časa pred ekrani, da naročamo stvari na daljavo. Pa podobna primerjava, pa je s tistim konjem, ne, ko si ga Ina prej omenila, ko je, ne vem, prej prinesel tiste 4,5 gigabajte. Jaz sem zračunal tudi, ne, da mi je Pošta Slovenije lani decembra, ko je bila tukaj zasuta s pošiljkami, dostavljala paket iz Viča, z Mladinske knjige, do poštnega centra, ki je precej blizu, in do našega doma na Viču, mislim, da je razdalja 2,1 kilometra skupna za ta paket, da se ta paket pomikal do našega doma s hitrostjo 0,037 km/h, kar je, kot sem pa izračunal, 7-krat počasneje od navadnega vrtnega polža. Mislim, zakaj? Zakaj niso izkoristili tega vala enostavno? Se razumem, da je to državno podjetje, ki se je malo težje znajdlo, ampak ne vem, če se dogaja spremembe, tako kot je rekel Winston Churchill, dobro krizo je pa treba vedno znati izkoristiti. In mislim, se ta ni bila dobra kriza. Ta kriza je v bistvu tudi veliki delitelj v družbi, tudi z vidika digitalne preobrazbe. Nekateri imajo, recimo v Sloveniji smo razmeroma privilegirani. Moramo vedeti, da ogromen delež ljudi po svetu nima dostopa do interneta, mnogi nimajo dostopa do elektrike, ne? In o tem moramo razmišljati, ne gledati samo na sebe, ampak na to, kako lahko globalno skupnost transformiramo, spravimo naprej, da gremo skupaj naprej. Ne samo, da gledamo tiste, ki so v špici, ki grejo zdaj hitro v nebo. Samo, Dan, če lahko sam ilustriram, ne, apropo Bezosa, ne, si ga omenil, pa maska, pa seveda teh tehnoloških mogodcev, ne, ki tekmujejo, kdo bo više šel v vesolje, ne. On izjavlja takole, ne, svet bo vodila kognitivna elita, ostali bomo pa tehnična motna. Ne, ni res, da bomo tehnična motna. Mi smo delavci za digitalni kapitalizem. Z vsakim korakom, ki ga naredimo s napravo, ki jo nosimo s sabo, pač oddajamo zlat prah, ki ga nekdo zna pobrati, drug pa ne. In jaz mislim, da moramo ta poslovni model, Peter, to je spet stvar za eno pivo pa debato, poslovni model spremeniti, ne. Mislim, zakaj jaz plačujem za prisluškovalno in sledilno napravo, ki jo imam ves čas v žepu, pa jo moram plačati, da jo kupim, pa še plačati naročnino, pa še pol plačati za tiste podatke, ki so mi jih že pobrali prek nekih aplikacij, da jih dobim nazaj. Zakaj ne bi meni plačevali mesečne naročnine, če sem jaz vir tega bogastva? Pa da si vsaj malo porazdelimo to blagostanje, ki si ga nekateri zajemajo z veliko žlico, drugi pa ostajamo brez. Pravzaprav smo ga pripravljeni z veseljem dajati v zameno za všečke, za sledilce, za prijatelje na Facebooku in za vse drugo navidezno bogastvo, ki si ga kopičimo. In kar sem še hotel dodati za konec, no tole je pa slabo zgleda. Andraž? Cool, ja, malo sem, tukaj sem. Premaknil, ja, v redu, okej. Mislil, da si padel. Ne, mobitel je padel. Okay. Kaj vse to slišal, kar si o njem pravo, pa ga je kar vrgel. Ja. A imaš Huawei-ga? Ja. Se ne sme povedati. Ne, tudi ne smem reči Tiananmen, recimo, pa takih besed, pač tega ne smem uporabljati. Tako da na tej točki bom jaz reč kar nehal, sam še to sem hotel reči za na konec. Kar mislim je, da moramo narediti pri tej preobrazbi nekaj, kar smo že v prejšnjem rezimu poznali, eno maksimo, tako, ki že v bistvu iz Hegla izvira, prehod od kvantitete v novo kvaliteto. Jaz si tega želim. Od vseh teh tisočev prijateljev na LinkedInu, Facebooku, Instagramu, kjerkoli že, da poglobimo razmerja s tistimi, ki so nam blizu, ki jih imamo radi, ki nam veliko pomenijo, sodelavci, pa od blizu, če se da, mislim, kadar se da, ali pa nadalje, vse tudi tako je v redu. Samo še zmeraj mislim, da moramo iti na pivo, ker pač digitalno, če ga vsak na svoji strani spijemo, ni ista izkušnja. Sledi, ja. Tomi, še ti? Ja, no, Fino je Dan že veliko povedal. Še enkrat, vsi v bistvu o istem govorimo, ne. Zdaj, ne vem, par istočnic, mogoče če začnem s tistim, ki je bil takrat Coin versus Internet, jaz se strinjam seveda z Andrejem Vandražem, da je to pocen trik, ne. Ampak vseeno lahko probamo potegniti iz tega, kaj nam ta pocen trik govori, ne. Opozarja nas na to, da moramo
premisliti, kaj hočemo zdaj s to zadevo. Ne. Skratka, če mi mislimo, ne, da je za unga na podeželju ključno, da hitro prenese pač tistih, koliko je bilo 4,5 gigabitov podatkov, ne, potem moramo pač napeljati dosti močno linijo. Sej, ne, pa to Evropa o tem govori, dajmo vsa gospodinstva, tudi podeželja, ne, užičiti predvsej bolj kot za 1,5 mega. Ne. Ampak, torej, cela ta transformacija, ne, razen tega, kar sem že prej omenil, da ne moreš vseh stvari čudežno rešil sam z nečem, ne, ampak tudi cela ta transformacija je zelo kompleksna zadeva, ne. Zelo kompleksna zadeva in tudi na družbeni ravni. Ves čas govorimo o vlaganju, vi, KT, pa 2-krat ali 3-krat je bilo že omenjeno, tudi od vas vlaganje v ljudi, ne. Ampak vlaganje v ljudi se izkaže, to spet govorim iz izkušenj, kot zelo netrivialno, ne. Ful lažje najdemo za to, zdaj pa moramo, ne vem, spodbujati, ne vem, ta podjetja, ali pa moramo, ne vem, kupiti to računalnikov, spet bom rekel, za šole, ne, ampak to, kar je pa prej Dan rekel, ne, kar je pa družbeni dogovor, ne, kaj če bi mi dvignili ugled poklica učitelja, pa mu dali več denarja, ne, to pa ni tako simpel, ne, ker najdete mi država, ki bo zlahka se nekaj takega odločila, ne, pa ne govorim samo o Sloveniji, ne. Skratka, to, ne, in kup stvari, ki jih moraš narediti, da bo ta transformacija prinesla dejansko na koncu neko blagostanje, ne, ker jaz seveda žal ne kupam tega, da od tega, ki je Bezos potisočeril svoje premoženje, ne, da je meni kot slehernika avtomatično boljši life, zaradi tega lažje več v gost hodil, ne. Saj si prave stvari naslovil, Peter, jaz, ki sem bil majhen, pa sem hodil v šolo, pa sem govoril o napredku, ne, so rekli, napredek bo in ne, jaz sem si tako predstavljal, napredek bo prinesel, ne, da mi bo vedno manj treba delati, ne, ker takrat je bilo to industrijski razvoj, ni bilo še računalniškega, ne, ampak logično, napredek je to, da moraš vedno manj da lahko vedno manj delaš, da greš lahko več v gost, pa si več svojo familijo, ne. Kje smo zdaj točno vidimo, ne, vedno več delamo, ne, pri čemer ni nikakor očitno, zakaj bi rabili, ne, ker seveda tisto, kar nam pa obljubljajo, ne, tam z vrha je prav ta vizija, ki je prej, mislim, da Andrej rekel, ne, ki se je končal Player P1, ne, sam, ne, imel boš peščico ljudi, ki bo vse naredilo, ki ostale bo naredili, ne vem, za mene roboti, ne, ampak vprašanje za veliko več kot $1 milijon, kaj bojo ostali delali, ne. In en možen odgovor, ne, pa ni perfekt, ne, je mogoče predledam ponudil, ne, skratka, če bi meni plačali za to, ne, mislim, če bi meni Bezos plačal za to, da od tega bogati, ne, pol bi lahko jaz malo manj delal, ne, pa jaz ne bi bil 16-urnega delavnika zdaj, ne, pa sem dobro stoječ, ne. Tako da, ne vem, Sam Bezos je zdaj že šel v vesolje, si prepozen, veš, mislim, on je že... In tudi, kdo je dal prej, še en lep primer, mislim, da je bil spet Peter, ne, avti se ne bojo zgodili, ne, mislim, avti so se ne zgodili in tudi tole se ne bo zgodili, ne, ampak dejstvo pa je, da ne samo, da onesnažuje okolje in da to je problem, s katerim se moramo ukvarjati, ampak da pravzaprav, če ti ugotoviš, da si prepričal preveč ljudi, da samo z avtom nekam lahko pride, ne, pol čez nekaj časa se ukvarjaš s tem, ne, v bistvu je pa, če greš pa pešac, pa z biciklom, ne, pa bolj zdravo, bolj zeleno, pa še hitreje boš tam, ne, kot za veliko primerov tle v Ljubljani velja. In to je spet premislek, ne, ta celovit premislek, ne, kako boš ti vpeljal to spremembo, ne, in kako boš jo vpeljal na ta način, da bo res nam vsem boljš, ne. In se izkaže, da ni trivialen. Ni trivialen, če se vsak samo svojim delom perspektive ukvarja. Ne? Zato se rabimo različni ljudje pogovarjati na pivo ali pa takole. Tako. Andraž, izvoli. Jaz nekaj rečem, ne, da se moramo pogovarjati, pravzaprav vsak nas mora svoje narediti, ne. Tisti časi, ko se je potem nekaj dobivalo, pa smo se en drugega preprečevali, so pravzaprav mimo. Danes je na svetu toliko stvari za narediti, ne, en mora poskrbeti za digitalizacijo, en za družbo, en za informatizacijo, en za šolstvo, en za zato, da nam bo vsem boljše, ne. Slovenci smo nagnjeni k temu, da se pol dobimo na nekem sestanku, pa se vse zmenimo, sem pol v ponedeljek noben več ne naredi, ne. Što se o tem, to nam najbolj manjka, ko primerjam recimo naša okolja z drugimi. Enostavno, če sem jaz, tako kot je Dan rekel, ne, jaz točno vem, da on ni proti, ne, ker drugače sploh tukaj gor ne bi bil, ne, če bi bil proti digitalizaciji in informatizaciji, ne bi imel mobilnega telefona, niti slušalk na sebi, ne. Ampak, jasno je, nekdo mora skrbeti za to, da bo družba ostala človeška. Jaz svoj čas posvečam temu, da se digitaliziramo. Nekdo drug mora skrbeti za bolj pravično delitev blagostanja. In jaz zaupam drugim ljudem, da bodo to svoje opravili.
če meni, da bom fural digitalizacijo, vsaj kar se spletne prodaje tiče, v ta pravi smeri. Mi moramo priti do konsenza, da pravzaprav v Sloveniji začnemo zaupati en drugemu, da gremo vsi skupaj z istim ciljem naprej. Ker drugače, meni je škoda, da mi en zdaj reče, veš kaj, ti digitaliziraj, sam ne smeš čist tako, ne? Ja, jaz ne znam tako drugače delati, jaz znam digitalizacijo. Vas vse razume, vse se lahko pogovarjamo in vsak od nas tukaj, ki smo danes imeli, ima super stališča, pravo smer in vse ostalo. Što si v tem, da nas tukaj ni zdaj 6, ki imamo izvršno moč, ne? Jaz je v svoji firmi imam, pa lahko naredim tisto, kar hočem, ne? Imam svoj denar, svojo željo, svojo vizijo in to naredim. Ampak ja, nekateri niste v tem položaju, oni, ki pa odločajo recimo o šolstvu, pravzaprav ne sprejemajo odločitev, ki bi bile v korist smeri, v kateri gremo, pa še kje drugje, ne. To malo manjka, ne. Če bi mi bili zdaj, bi rekel, vlada, jaz mislim, da bi se hitro zmenili, kaj je treba vse narediti v naslednjih 6. Jaz bi kle repliciral, ne. Ja, Andraž, izvoli. Bom proval, da ni simpel, ne. Tisto, kar je Tomi rekel, te stvari so strahovito kompleksne. In se tudi mi, če naenkrat jutri dobili, vi ste vlada, garantiram, da ne bi zmenili nič, ker je tako kompleksno. Spremembe so težke. In jaz bi tukaj malo repliciral na Dana, veliko lepih zgodbic, ne, pa dajmo raje to delati, pa zakaj. Ampak jaz mislim, da je ena od dilem, ki jih moramo priznati, imamo svet, kjer je tekmovanje. Hočemo ali pa nočemo, med državami, med posamezniki. Seveda ni vse v tekmovanju, je veliko v sodelovanju, zato se združujemo v večje enote in tako naprej. Ampak, kako dobro funkcioniraš v tem svetu, kako dobro si prilagojen na to tekmovanje, te na koncu pripravi tudi do tega, kakšno blagostanje boš imel. Ne samo to, a boš imel gost zunaj. Oboje je pomembno. In mi se v resnici še ne zavedamo, ali pa nismo pripravljeni sprememb, da bi lahko bolj tekmovali. Kje pa je problem tega tekmovanja? Problem tega tekmovanja je pa ravno to, da v digitalnem svetu povzroča strahovite neenakosti. Pogledali smo jih v samem premoženju, pa tudi to, kar je Andrej povedal. Dejansko v digitalnem svetu je ta neenakost v učinkovitosti med dvema človekoma lahko še 100-krat potencirana. Ne samo, da je programer 50-krat boljši lahko, ali pa 50-krat hitrejši, 50-krat bolj dobro delal. Daš mu še to, da programira algoritem, ne vem, Google za search, ki bo vsem ljudem na svetu za 1 sekundo skrajšal, koliko hitro bodo nekaj našli. Njegov učinek bo strahovit. Ne? Se pravi, te razlike so in digitalizacija povečuje te razlike. Hkrati pa živimo v eni družbi, iz kjer izhajamo, ki je zelo nagnjena k enakosti. In nam to tudi onemogoča, da bi sprejeli nekatere stvari, ki pa nujno bodo na žalost tudi povzročile, da bomo manj enaki lokalno, ampak da bomo lahko pa vseeno malo bližji pa globalno tisti po razvitosti, po dodani vrednosti, da si bomo lokalno na koncu vsi lahko privoščili tudi najnovejše zdravljenje, ki na koncu je, se pravi, kjer se recimo sploh pri zdravstvu se na koncu začne prevešati ta kapital v to, kakšno blagostanje imamo. Hkrati pa moramo se zavedati, da v bistvu na eni strani se merimo seveda po kapitalu, po tem, koliko kdo zasluži, po tem, koliko učinka lahko naredi, ne. In je super, ker Google programer lahko vsem na svetu skrajša za 1 sekundo nekaj. Ne znamo pa ceniti, koliko pa ena socialna delavka prinese vrednosti tej družbi, ne. In seveda imamo problem v resnici, ker tisti, ki se ne skalira, ker ne moreš kar naenkrat milijon ljudi, v resnici trenutno ne cenimo toliko zelo. In moramo nekako najti način, da na eni strani to cenimo, tudi v plačah, in hkrati, da pa priznamo, da pa tekmujemo. In da moramo nekako omogočati tudi najboljšim, da ostanejo tukaj in ne pobegnejo vsi. Andrej zagotovo ve iz univerze in to, najboljši grejo igrati na najboljše trge, kjer bodo najbolj plačani. Enako je v industriji, enako so zaposleni v industriji. In zaradi naše te egalitarnosti pa se hendikepiramo tukaj, kar pa na koncu povzroči tudi to, da imamo vsi skupaj manj. Ja, super. Jaz bi sam to rekel, zdaj predvsem tekmujem s časom, ker moram zdaj se iz tega digitalnega okolja priklopiti nazaj v analogno, pa iti v Ljubljano, pobrati otroka in nazaj iti k realnim problemom. Se vam zahvaljujem vsem za tole
res zanimivo debato, upam, da se čim prej vidimo v živo. Pa tako kot smo prej slišali, da tudi kaj naredimo, ne? Ker se mi zdi, da je to bistveno, ne samo, da zdaj smo predebatirali bistvene stvari in sam to bi še dodal za konec. Jaz iskreno mislim, da so vse digitalne rešitve za prihodnost morajo nastajati v interdisciplinarnih timih. Zato potrebujemo računalničarje, matematike, ekonomiste, poslovneže, pa tudi upam, da kakega družboslovca in humanista. Ker če bi recimo bili zraven, takrat, ko je Facebook nastajal, jaz mislim, da bi nastalo bolj socialno omrežje, ne pa nekaj, kar nas dela bolj asocialne in še bolj čudne, kot smo. Hvala, se vidimo. Ja. No, hvala tudi vsem. Jaz se moram tudi postaviti. Izvolim. Nasvidenje, Dan, toliko da veš, da sem na Google Maps pogledal, je šel, ne? Nima zastoja, ne? Na primorski avto. Aha, nima. Ja, dobro. Andraž, boš še 2 minuti? Lahko. Eno majhno replikico bi imel, no? Če lahko. Ja, seveda izvoli, Tomi. Tole ne, mi je padlo v oči, ne, ki si rekel. Ne. V bistvu odprl si pravo stvar, ampak v tem, kar si govoril, ne, je bila, sta bili recimo 2 izjavi, ki se mi zdi, da jaz ne znam tega drugače povedati v nekak imanentnem konfliktu, ne, pa si na pravo stvar nakazal. Seveda, ne, tekmovalnost pač je, ne. Po drugi strani je pa res, ne, da, če kar poenostavim, ne, pa vzam tudi tvojo izjavo, socialno delo, ko premalo cenimo, ne. Ampak jaz mislim, da sta te 2 zadevi povezani, ne. Jaz žal, ne, to, da bo sam iz kapitala, da bo iz čistega kapitala izšel boljši zdravstveni sistem, enostavno ne verjamem, ker vidimo, da ne drži. Ne. Mislim, stvar je precej bolj kompleksna. Ne. Precej bolj kompleksna, da se kot družba odločaš, ne. In ti se moraš kot družba odločaš, ne. A veš kaj, socialna delavka ni, če češ, konkurenčna, ne. A veš, ni konkurenčna po vseh tistih kriterijih, ko si jih ti prej naštel, ne. In zato jo moraš na nek način, če češ, umetno, ne, izvišati vrednost, ampak to si se pa moral odločiti kot družba, ne, zato ko ugotoviš, da to je pa fajn, da ta socialna delavka ti to dodano vrednost prispeva, ne pa sam ti Google algoritem, ki se je skrajšal za 1 sekundo, ker, ne, ko si rekel, da se je skrajšal za 1 sekundo, se je skrajšal tudi za 1 sekundo čas, s katerim pridem do informacije o tem, da je Zemlja ploščata, ne, kar je pa spet problem, ki ga ne bo rešil ta Google programer, ne. Ja, jaz moram, to je bil namen tega, da je kompleksen, ne. Hkrati sem pa hotel malo tudi povezanost pokazati, ne, da mi ne bomo mogli cent pa plačati dovolj socialne delavke pa učiteljice v šoli, če ne bomo tudi na globalnem nivoju poskrbeli, da imamo lahko najboljše talente tukaj. Tukaj pa je ta povezava. Ne? Mi že lahko rečemo, ful te cenimo, ampak nimamo iz kje vzeti. Zato, da pa nekdo naredi, moramo pa tudi tam nekako tekmovati in tam pa moramo priznati, da tekmujemo. In če hočemo tukaj ustvarjati dodano vrednost, tukaj plačevati davke in tukaj plačevati davke, da bomo imeli socialne delavke, pa tudi tistim najboljšim odpreti več prostora. Veš kaj, Andraž, v tej zgodbi midva so pač v tej branži pa veva, da je dejansko razmerje med dobrim in slabim. Mislim, že med unimi, ki jih imaš v firmi, je vsaj 1:5 razmerje, drugače pa ja, programerji so lahko 10-krat boljši in vse, mi jih merimo, poskušamo plačati, stimulirati najboljše in tako dalje. Ne velja pa to za celo družbo, ne. Socialne delavke se pa ne pogovarjajo o tem, da ena naredi 10-krat več kot druga, ne. Pa je verjetno tudi tam nekaj podobnega, ne. Ja, to je eno, drugo pa seveda. In tukaj pol nastane problem, ne, ali plačaš vse socialne delavke samo zato, ker so socialne delavke, ali imaš sistem, kjer dejansko nagradiš najboljše, ne. Tukaj pa seveda nismo vsi ljudje za tekmo, ne. Mislim, se bomo hitro ugotovili, če ne bi bili vsi na olimpijadi, ne. Pa eni rajš navijajo iz fotelja, pa še kritizirajo čez drugi pol. Ja, samo je, seveda je pa recimo problem tem, to, kar je Andrej rekel, je lahko 1:10, 1:50, ne, razlika. Ja, tega Slovenija je sploh znana kot družba, ker smo vsi v nekem zelo majhnem razponu prihodkov, plač in vsega ostalega, ne. Mi zdaj zelo težko, tukaj smo se začeli temo o digitalizaciji, to je čisto drug
problem, ja. Mi si ne znamo dejansko predstavljati, da bi učitelji, profesori, kdorkoli, mislim, policaji na koncu imeli razlike v plačah, ki bi bile. Pa sem prepričan, da je razmerje med najslabšim in najboljšim tudi vsaj 1:5.